lep pozdrav. Kot rečeno, smo včeraj preko medijev zasledili informacijo, da se na Hrvaškem umikajo določene pijače zaradi zastrupitve z neznano snovjo. Na podlagi teh informacij smo nemudoma kontaktirali Nacionalni inštitut za javno zdravje kot tudi Center za zastrupitve, ki deluje v okviru urada UKC Ljubljana. Oboji so nam potrdili, da v Sloveniji nimamo do včerajšnjega datuma zabeleženega nobenega podobnega primera. Pregledali smo tudi vse informacije, ki se javljajo v evropski sistem obveščanja o nezdravju škodljivih živilih in krmi in podatki tudi na današnji dan zjutraj so kazali, da pravzaprav nobena pijača, niti voda, niti brezalkoholna pijača ni bila umaknjena zaradi neznane sestave. Ne glede na to smo pravzaprav že včeraj kontaktirali tudi hrvaško kontaktno točko za RAS in jih zaprosili za podatke o konkretnih pijačah, se pravi, zaenkrat smo imeli vse informacije samo razpoložljive preko spletnih strani hrvaških medijev, kjer bi bil razviden tudi konkreten lot posameznih pijač, seveda z namenom, da se pregleda, ali je lahko ta pijača tudi na slovenskem trgu. Kot rečeno, smo danes ob 3 popoldne, se pravi pred kratkim, preko Evropskega sistema obveščanja prejeli informacijo, s katero nas hrvaški pristojni organi seznanjajo z dejstvom, da sta bila preventivno umaknjena 2 proizvoda, in sicer Coca-Cola Original Taste 500 ml plastična embalaža, kot tudi Romer Quelle Emotion Blueberry Pomegranate 0,33 ml embalaža, z namenom, da se ugotovi, kakšna je dejanska sestava. Rezultate pričakujejo v prihodnjih dneh in takoj, ko bo informacija znana, bodo lahko to vrstno informacijo prekategorizirali bodisi v RAS obvestilo oziroma jo bodo potem umaknili. Kar pomeni, da se še ne ve pravzaprav, kaj je dejansko vzrok tovrstne neskladnosti. Danes, tik pred tiskovno konferenco, smo bili v telefonskem stiku z Coca-Cola Hrvaška z razlogom, ker so oni distributer za te pijače na slovenskem trgu. Dogovorjeni smo, da nam v najkrajšem možnem času pošljajo podatek, ali se loti, ki so bili vključeni v preventivni umik z hrvaškega trga, nahaja na slovenskem trgu in da ta iste ukrepe sprovedajo tudi v Sloveniji. Kot rečeno, zaenkrat v Sloveniji nimamo zabeleženih nobenih podobnih primerov. Vkolikor bi prišlo v Sloveniji do takšnega primera, vemo, da je vedno potrebno iti na samo lokacijo, kjer je do dogodka prišlo, se pravi, naprimer v gostinski obrat, in je potrebno ugotoviti pravzaprav, ali je del tiste serije, ki se je po samem gostinskem obratu nahajal, bil kakorkoli morda uporabljen strani gostinskih lokalov tudi za kakšen drug namen, se pravi, da so originalno embalažo uporabili za shranjevanje kakršnih koli čistil, oziroma je treba hkrati potem voditi tudi postopke pri samem proizvajalcu za namenom, da se ugotovi, če morda postopki čiščenja niso bili ustrezni. Kot rečeno, je treba na ugotovitve pregledov na Hrvaškem počakati. So nekako obljubili, da bo v prihodnjih 2 rezultat 4 vzorcev znan in takrat bomo več vedeli. Nemudoma, ko bomo v Sloveniji preko hitrega sistema obveščanja oziroma preko Coca-Cola Hrvaška seznanjeni, da je bil sporni lot distribuiran v Slovenijo, bo javnost o tem obveščena z opozorilom potrošnikom, da naj tega živila zaužijejo. Trenutno te skrbi ni, ker kot rečeno, če bi kdo to slučajno zaužil, bi bili takojšnji znaki vidni in bi zagotovo se danes že o tem pogovarjali. Da toliko za enkrat z moje strani. Hvala lepa. Sigurno vprašanje. Mogoče glede samega polnjenja. Ali te ti proizvodi Coca-Colini, ki so bili na Hrvaškem, ki so podnevno polni, se polnijo v Hrvaškem, v Avstriji, in kje se polnijo Coca-Colini, ki so bili na Sloveniji? Trenutno v bistvu do teh informacij nimamo, kje se kakšna pijača polni. Zaenkrat smo prejeli samo informacijo glede, pa še to pravzaprav iz medijev, da se Romer Quelle pijača polni v avstrijskem obratu. Kar se tiče same Coca-Cole, tega podatka ni.
na razpolago trenutno. A se vam zdi bolj verjetno, se vem, da špekulacija, ampak to izrakušam, da bi se ta nekako zgodila v neki pomilnici ali v samih gostinskih obratih, ker zdaj nekako neki primeri se pojavljajo širom države, različne pijače in tako naprej. Kot rečeno, obstaja vedno več možnosti. Omenila sem, da je možno, da je do napake prišlo v samem gostinskem obratu, se pravi, da je pač en od gostincev shranil čistilo v originalno embalažo. Ena možnost. Druga možnost sabotaža pri gostincu, pri samem tudi proizvajalcu. Tretja možnost, v bistvu pomanjkljivi postopki čiščenja v samem proizvodnem obratu, kar bi pomenilo, da bi določen začetni del tiste pijače lahko pač vseboval še določena čistila. To so pač opcije. Ne, nič se ne ve, mislim, glede na razpoložljive podatke ne vemo, so pa pač Hrvati obljubili, da bili smo tudi na vezi z se pravi, hrvaško kontaktno točko, da ko bodo pač znani rezultati, da nas s tem seznanijo. Upamo, ja, pač žal tukaj, ja, ne vemo.